Torej, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Vesela sem, da sem danes v današnji družbi bralcev in bralk in seveda našega cenjenega, spoštovanega gosta, dr. Andreja Blatnika, pisatelja, esejista, univerzitetnega predavatelja, urednika in mogoče sem še kaj spustila, ne hote. Lepo pozdravljen. Hvala lepa za vabilo, hvala lepa, da ste prišli in hvala lepa, da berete, kot sem pravkar videl. To je v današnjem času vse redkejša, ampak zelo dobrodošla dejavnost, tako da me zelo veseli, da nas je nekaj še na strani bralcev. Ja, se strinjam popolnoma. Mogoče uvodoma samo omenim, da je gospod Andrej Blatnik zdaj že moj tretjič gost na literarnem večeru, in sicer prvi je bil v Ukrajini, v Lvovu, drugi nažalost nadaljavo v Banja Luki in zdaj tretji končno tukaj v mojem Mariboru. In zato se bova tikala, ne, da ne bo tako nevljudno, zato to omenim na začetku. Zdaj bom mogoče začela tako malo bolj osebno, če lahko. Zasledila sem, da se letošnje leto obeležil jubilej. Res je. In ob tem ti seveda želim vse najboljše, sicer malce zamude, ampak vendarle zelo iskreno. Moje vprašanje pa je, kako je to, ko se človek slej ko prej sooči z eno tako okroglo obletnico, ali se ukvarja s preteklostjo, s tem, kar je dobrega naredil, ali je prehitro minilo, ali raje gledaš naprej, kaj bogatega ti bo še življenje prineslo? To je zelo zanimivo vprašanje. Danes, ko sem prišel v Maribor, sem se spomnil znamenite izjave, ki jo je pred mnogimi leti že rekel Vladimir Rukavina, ki je enkrat rekel, veste, v Ameriki bi v teh mojih letih, takrat jih je imel predvsem manj kot jaz zdaj, bi človek že dobil neko pisarno in bi gledal izdaljave, meni pa drugega ne ostane, kot da delam do upokojitve, tako da nimam komu svetovati. In zdaj jaz zadnjih 10 let poskušam tiste stvari, ki jih počnem, vseeno predajati, no do tega, da se upokojim, me pa loči ravno to, da nek mladi raziskovalec, ki ga imamo, doktorira in bo lahko potem uradno prevzel to mesto, tako da na eni strani zaključuješ, hkrati pa, kot veste vsi, ki ste se morda že upokojili, imaš ogromno novih načrtov, ki te pol naredijo včasih še bolj zaposlenega kot takrat, ko si bil še v službi, in tudi jaz jih imam zelo veliko. Nekatere moje osebne rojstnodnevne želje so z njimi povezane in moram počakati seveda na upokojitev, da vidim, če bom uspel izpolniti. V redu, hvala lepa. Prebrala sem na Facebooku, kjer si zelo aktiven, kjer ti lahko sledimo, z vsemi zelo zanimivimi, bogatimi zapisi, da si imel zadnji literarni nastop v Mariboru leta 2010, če to prava informacija? Zadnji samostojni literarni nastop, gospa Zora Jurič me že prijazno popravlja, da sem bil še v družbi drugih prijetnih literarnih sodrugov, tukaj večkrat in v različnih okoliščinah, ampak samostojni nastop je bil pa prav tu, samo malce više, tako da se vračam na kraj zločina, bi se rekla zdaj v kriminalki. Kako se počutiš tukaj na Štajerskem? Imaš mogoče kakšne točke, kamor se rad vračaš, kakšne ljube ljudi, more biti celo kakšne spomine? No, zmeraj rad pridem sem in sem tudi že povedal, da ne prihajam samo, kadar moram nastopiti, prihajam tudi na koncerte. Kot zelo mlad človek sem se velikokrat pripeljal, da malo govorim te zgodbe iz strašne mladosti, sem se pripeljal z vlakom, šel v Štuk na koncert, potem čakal do prvega jutranjega vlaka. Veste, da vlaki med Ljubljano in Mariborom nikoli niso vozili prav pogosto, to je bilo zelo zanimivo, da tako nekako si doživel različne plasti nočnega življenja, od študentskega do umetniškega, do tistega malce, bi se reklo, bolj pod gladino. Vsekakor nekaj, kar me zmeraj osveži. Zdaj na prejšnjem obisku sem bil pravzaprav v gledališču, ker sem bil kandidat za Bob leta, in sem bil prav vesel, da sem lahko prišel v Maribor v neko tako svečano okolje. Mi je bilo zmeraj zelo všeč, zdaj so me malo nekateri v bližini živeči strašili, da je Lent čisto razkopan, ampak sem videl, da očitno ne več, tako da vidim, da se stvari popravljajo, vsekakor, tako da super. No, lepo, da si v bistvu omenil tudi to izjavo za Bob leta, ki jo bom citirala, če lahko. In sicer aprila letos je to bilo, da si bil nominiran, v omenjeni izjavi pa si rekel, citiram: "Svet nas sili v vse večjo individualizacijo, diktira, kako mora vsak poskrbeti
zase in potem skupnostne zgodbe, kakršni sta vzdržna prihodnost in kultura, izginjajo oziroma se jih prepušča sanjavim umetnikom in okoljskim aktivistom. Konec citata. Zanima me, če lahko mogoče malo pokomentiraš to izjavo, v kakšnem kontekstu je nastala, mogoče v kakšnem tvojem zapisu, intervjuju. Seveda, kot večina teh izjav je nastala v intervjuju, ki ga je v Dnevniku Večer z mano opravila Petra Vidali. To je bilo ob knjižnem sejmu in takrat ob knjižnem sejmu seveda razmišljamo še bolj kot že itak, kakšna je vloga knjige. Ena mojih najljubših teoretskih knjig je knjiga Benedikta Andersona, to je nekdo, ki je nekako vmes med politologijo in komunikologijo, se pravi, njen naslov je Zamišljene skupnosti in on govori, da v bistvu so skupnosti nastale iz tega, da so ljudje brali iste knjižne vsebine ali pa iste časopisne vsebine. In v današnjih časih, kot veste, ko nam časopisne vsebine izginjajo skoraj še hitreje kot knjižne, zanimivo, da to ravno lahko izravim ravno v Mariboru, s katerim je povezana zadnja taka zgodba izginjanja, je to vsekakor kar velik izziv, da se moramo spomniti, da nas vse zgodbe povezujejo v celoto. V družini družinske zgodbe, v jezikovni skupnosti pa seveda zgodbe zapisane v skupnem jeziku, v našem primeru je to pač slovenščina z dobrimi in slabimi stranmi, ki jih sabo prinaša. Dobra je gotovo ta, da imamo dvojino in zelo bogat besednjak, malce je slabša ta, da zelo hitro se meje našega jezika približajo, torej da moramo bolj nastopati in to nam v zadnjih letih bi mogli rečeno kar dobro gre, moramo bolj nastopati v drugih jezikovnih okoljih, kot recimo ameriški pisatelji, za katere večkrat pravijo, da se že rodijo prevedeni. Torej, Američana lahko prebere pravzaprav skoraj da vsak intelektualec kjerkoli na svetu, od Latinske Amerike do Kitajske in seveda tudi Slovenije. Slovenca pa nekako tako od množstva do gleda, približno. Kaj pa ta individualizacija, o kateri pišeš, si mi je zdelo tako zanimivo izhodišče, mora biti tudi za roman Luknje. In sicer, ali niso nemara tudi Luknje, tvoj roman, knjiga o individualizmu? Bi lahko mogoče... Absolutno. Zdaj mogoče samo na kratko, da povem, zakaj gre v romanu. V romanu nekdo, skratka, to je neka taka malce, zdi se, da poapokaliptična ali pa blizu apokaliptična situacija, ko vsakdo koplje svojo luknjo, dobesedno, išče. Zdaj, po naključju sem to pisal ravno oziroma knjiga je šla takoj, ko se je malce sprostilo koronsko obdobje in večina ljudi je mislila, da sem to v 2 ali pa 3 dneh napisal roman kot odziv na to, ko smo se vsi zaprli pred svoje ekrane in smo samo bili vsak zase in enkrat na teden smo šli v trgovine in se kregali, kdo je zdaj na vrsti, da odnese smeti, da bo vsaj malo prišel med ljudi, ena skrajna individualizacija. Ampak ne, ta roman je nastal že precej prej, navdih so mi dali dejansko ti verniki apokalipse, ki jih je zelo veliko v Združenih državah Amerike. Enkrat sem ta pojav opazil, to so ljudje, ki investirajo skoraj ves denar, ki ga imajo v to, da si zbetonirajo nekaj pod zemljo, tja nanosijo konzervo za kakšnih 20 let preživetja, natočijo strašne količine vode in tako naprej. Dolgo časa smo se jim smejali, ampak svet postaja tak, da nismo več čisto prepričani, če je ta smeh prava rešitev, ali bi mogoče še mi začeli kopati svoje luknje, če ima kdo kakšen prostor zanjo. No, to je gotovo en tak, bi se rekli, zelo drastičen, ampak kar jasen pokaz te skrajne individualizacije. Kaj pa poglavja, ki so v bistvu v luknjah zelo... Gre za roman, ki je zelo zanimivo zgrajen. Lahko beremo tudi, ker pišeš tudi kratko prozo, torej se vidi, se opazi, da so poglavja izjemno kratka. Lahko bi šlo za mogoče nek hibrid med romanom in kratko zgodbo. Luknje so bile tudi nominirane za Cankarjevo nagrado. Sem pa včeraj zasledila, da je o tem romanu nastalo tudi magistrsko delo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. In prej sem že omenila, da sva z doktorjem Andrejem Blatnikom že imela literarni večer, prvi v Ukrajini in potem drugi v Banja Luki, in takrat se je priključila, ta literarni večer je bil nadaljavo, takrat se je priključila tudi moja dobra kolegica, jezikoslovka, profesorica Natalija Horos, če se spomniš, iz Ukrajine, in ona je takrat takoj povedala, da bi prosila za to knjigo, želela jo prebrati, potem še ena študentka, Iza, se oglasila, postavila nekaj vprašanj, ki sem ti potem še po literarnem večeru posredovala. Skratka, kaj želim v bistvu s temi drobci povedati? Si avtor, ki navduši.
pronicljivostjo, tako fabulativno, jezikovno in še kaj. In moje vprašanje torej sta, kako ti to uspeva, biti vedno v tako dobri kondiciji, in po drugi strani, koliko ti pomenijo takšni odzivi. Omenila sem recimo nominacijo za Cankarjevo nagrado, to seveda ni edina, si tudi, kot smo prej slišali, prejemnik nagrade Prešernovega sklada. In torej, koliko ti pomenijo ti odzivi, ne kritiški odzivi na nek način in tisti drobni, mogoče bolj intimni, ki se zgodijo recimo po literarnih večerih, kot sem omenila recimo kolegico Horos ali pa študentke, no. No, za razliko od igralca ali pa glasbenika, ki takoj, ko stoji na odru, že čuti, kako je njegovo delo sprejeto in takoj vidi, ali je publika zdolgočasena ali mu tako rekoč je iz roke. Pisatelj v glavnem, razen včasih na literarnih večerih, tega ne more neposredno spremljati, zato so ti odzivi zelo dragoceni. Meni še toliko bolj, ker meni se pa ne zdi, da sem v bistvu nekako zelo komunikativen avtor, če temu tako rečemo, ker sem kar zapleten avtor, bom nekako vas posvaril, če kdo še nekaj bral, pa da bi se zdaj navdušil danes. To mogoče ni čisto preprosto, recimo ta roman Luknjac se celo meni zdi zelo zapleten. In potem sem za Protiutež napisal en roman, ki se pa meni zdi moj najbolj preprost roman, Trk osvoboditve, moj zaenkrat zadnji roman. Ampak kaj tako zapleteno, ti si že sama omenila, jaz sem tukaj zdaj pomešal tako rekoč vse literarne forme. To se začne kot roman, potem gre zgodba naprej kot neka drama absurda, v bistvu imamo samo dialoge, ogromno poglavij samo dialogi, vmes so pa za prekinitev take miniaturne, res prav kratke zgodbe, če bom kdaj dobil ponudbo, da bi kdo objavil kakšno antologijo kratkih zgodb in bo urednik ali urednica te knjige dovolj razpoložen za kaj takega, bom predlagal, da ne vključi tudi ta posamična poglavja. Ena so čist samostojna, grejo lahko tako delujejo. To pa seveda današnjega bralca, ki je navajen tako, da je zelo dobro postrežen in da sledi neki preprosti zgodbi, lahko tudi malce zbega. In velikokrat slišim tisti odgovor, sej to je ful dobro napisan, ampak kaj pa tle pravzaprav piše, zakaj pa gre. Tako da v tem smislu sem seveda zelo vesel, ko vidim, da kdaj kdo opazi res, zakaj gre, in tudi zato mi ravno ti prevodi, ki smo jih nekako že malo omenili, ti prevodi mi zelo veliko pomenijo, ker se s tem nekako bralni kontekst tudi malo razširi. Tudi več ljudi prebere in odmevov je več. Hvala lepa. Lani si bil slovenski avtor v središču Vilenice in prebrala sem zanimiv zapis, zanimivo oceno Jagne Pogačnik, ki je v svoji oceni zapisala za tvojo kratkoprozno pisavo, citiram, mojstrstvo kratkozgodbarske prakse, konec citata. In zdaj bi se mogoče malo vrnila k tem kratkim zgodbam, omenil si jih že v Luknjah, kjer so izvrstno prepletene, upletene v samo besedilo. Kako je to, kako v bistvu to dosežeš, da vprašam, da z nekaj malo besed, z zelo kratkimi zgodbami zajameš nek smisel, da imajo tvoje zgodbe ritem, da imajo napetost, s tem pritegnejo bralca, ki ti mora slediti, seveda ne gre za neko tako zelo komunikativno prozo, se strinjam popolnoma. Recept je zelo preprost, samo zelo težko ga je ves čas uporabljati, namreč preprosto črtaš vse tisto, kar je odveč. Torej vsaka beseda, ki v zgodbo ne sodi, vsak stavek, ki ne deluje, enostavno prečrtaš, in potem s tem, veste, približno tako, kot če pošleš otroka od doma. Saj mogoče ti ni čist, se ti ne zdi, da se ravno primerno obnaša, ampak vseeno ne poženemo takoj, ko ni pomil posode otroka čez prag. In tle tudi sej vem, da ta stavek ne sodi dobro v to zgodbo, ampak ta stavek mi je tako všeč, ne moraš biti kar neusmiljen do svojih stavkov in s tem do samega sebe. Ampak skozi leta pisanja sem ugotovil, da tudi take stavke potem lahko pustiš, ki je v kotu, in potem čez čas se znajdejo v kakšni drugi zgodbi, kamor precej bolje sodijo. Podobno je tudi v romanu, ki si ga omenil, Trk osvoboditve, tudi recimo lahko neka posamezna poglavja beremo kot kratko samostojno zgodbo. Ja, to sem zdaj nekako postal že kar, to med ves čas nekako mika ta roman v fragmentih, to ni tako redka forma, ampak jih je kar nekaj, pa tudi današnji svet je zelo fragmentaren pravzaprav. Mi zdaj res živimo v veliko fragmentih, mlajši ljudje od nas tukaj še bolj, ker itak svet doživljajo točkovno, ker ne berejo več, to kažejo nevrološke raziskave, ne berejo več linearno ali pa diagonalno, kot berejo izkušeni bralci, ampak berejo točkovno, kot se gleda pač na ekranu, ker pač moraš slediti bodisi svoji miški, kako skače po računalniški igri, ali pa novicam, kot se pojavijo na spletu, na nek način zaznavamo svet na drug način, pa tudi svet je zmeraj bolj
kot smo rekli na začetku, individualiziran, zato je težje najti neko celostno podobo. Na nek način to posnemam, mimesis bi rekel temu Aristotel, ne, tudi v svojih romanih, jih pa to seveda zelo zaplete. Zato tisti, ki bi rad prebral kaj bolj preglednega, tistemu pač svetujemo kriminalko Tadeja Goloba ali kaj takega, kar ni nič manj vreden žanr. Zelo težko je napisati tudi dober žanrski roman, vsaka čast, ali pa recimo, ko smo v Mariboru, recimo raje Avgusta Demšarja. Torej, zelo težko je napisati tudi dober žanrski roman in potrebujemo seveda za neko polno literarno pokrajino in polno, bi se rekli, nacionalno bralno izkušnjo oboje. Ne. Hvala Bogu, da imamo v zadnjem času kvalitetno berljivo prozo. Prej smo že imeli kakšne berljive ali pa romane, ki so se veliko brali, ampak zadnje čase se lahko s tem merimo tudi z drugimi, recimo že z bližnjimi narodi, kot je Hrvaški, kjer je kriminalni roman Hrvaški obstaja že desetletja. Ne. Pri nas pa ne tako zelo dolgo, vsaj ne tako, da bi ljudje res vzeli za svojega. S tema dvema avtorjema in še nekaterimi so ga pa. Hvala. Zanimivo se mi je zdelo, v bistvu ti prepleti, ne, ki se recimo pojavljajo, saj si že to tudi omenil, naprimer tudi v Trgu osvoboditve, ne. Preplet recimo individualnega, kolektivnega, družbenega, posameznikovega, determiniranega. Koliko je recimo, tukaj sem se vprašala, mogoče tudi za kakšno tvojo drugo knjigo ali pa kratko zgodbo, koliko je literarna oseba svobodna, naprimer, kako bi to opredelil? To je zelo dobro vprašanje. Ravno včeraj sem bil na neki zanimivi debati, z mano je namreč najbolj prodajani avtor lanskega leta David Zupančič, ki je kupil mojo knjigo Pisanje kratke zgodbe in zdaj piše roman. In me je potem povabil v svoj podcast, ne, da sva se pogovarjala o pisanju, ne, in on je rekel isto, kar tudi jaz mislim, je rekel, velikokrat sem slišal to, da liki presenetijo avtorja, pa da spremljajo kako, in se mi zmeri zdelo to, da je to nekako trapasto, vse vendar avtor usmerja like, ampak zdaj, ko sam pišem roman, da tudi sam vidim, da grejo liki po svoje in me ravno to zanima, ker v začetku ne veš čisto dobro, kam se ti bo lik razrasel. Ali pa en lik vidiš od začetka, ko si zamisliš zadevo na en način, kasneje se ti začne lik pred očmi spreminjati. In potem ga ti sicer po svoje malo krotiš, ampak ni čisto zanesljivo, da ga boš čisto obvladal. O tem so med drugim tudi že precej take zanimive samoironične zgodbe. Vesna Lemajić, neka slovenska mlajša pisateljica, ima eno zgodbo o liku, ki potem začne komandirati svojega avtorja in tako naprej. Ne. Tako da tako daleč ni treba, da gremo, ne. Ampak zmeraj je tako nekako, pri pisanju je lepo to, da človek lahko vsem sam odloča, če igraš v glasbeni skupini ali pa v gledališču ali pa na nogometnem igrišču ali pa če delaš v neki službi, si zmeraj odvisen od soljudi. Ne. Pri pisanju ti napišeš, kar se ti zdi in to imaš potem samo vprašanje, ali bo to objavljeno ali ne bo, ali bo kdo prebral ali ne bo, ampak sam narediš vse. Ne. Ampak tudi pri pisanju ne odločaš čisto sam. Včasih so tudi stvari, ki jih hočeš napisati, pa jih ne znaš. Ne. Zato se enim prizorom je dobro izogibati. Ne. To prej ali slej se vidi. Jaz recimo, ko zelo veliko berem slovenske avtorje, vidim, da je veliko slovenskih avtorjev, ki ne morejo napisati seksualnih prizorov. Tudi jaz sem med njimi, recimo, ne, in se jim zelo izogibam. Ne. Sem že kdaj poskusil, pa sem bil zgrožen nad rezultatom, ne, in potem zdaj, ne vem, mogoče v penziji mi bo to steklo, bomo videli, ne, ampak zaenkrat slabo kaže. Na Dunaju sem imela enega študenta, ki je tako ponosno povedal, ja, da piše erotično prozo, tako mimogrede. No, kako pa v procesu, torej, ker si ravno to omenil, pa je zanimivo, nastajajo ti ženski in moški liki, se tudi mogoče spreminjajo? Absolutno. Zdaj, jaz sem, ko sem začel, ne, sem hotel izrazito povečati pomen ženskim likom. Ne, to tudi nekatere, bi se rekli, znanstvene raziskave so to dokazale. Slavistična revija objavlja o tem neko študijo in tako dalje, nastalo na Mariborski univerzi. In medtem ko zdaj v zadnjih letih mogoče dajem več besede moškim in to gre včasih celo tako daleč, da sem bil za ljukne že malce obtožen, da nenavadno, da tukaj ne nastopa nobena ženska v tej knjigi, ne, čeprav je bila to seveda zelo zavestna odločitev. Ne, ampak zanimivo, neki recenzentki se tudi zdela ustrezna poteza. Ne, čeprav gre za en svet, kjer se res nočete kaj zelo poenotiti z junaki, tako niso prav simpatični liki to. V redu, hvala. Zanimiv se mi zdi citat v Trgu osvoboditve. Na začetku gre za svetovni pregovor, ki ga bom prebrala. Nihče noče biti nihče. Tako sem se prav malo zazrla, malo
postala ob tem citatu. A lahko predstaviš mogoče povezanost tega zanimivega citata z literarno osebo? A je mogoče on tisti, ki noče biti nihče? In potem sem se tukaj malo spomnila na Odiseja in na tisto jamo s Polifemom in on mu odgovori, da je nihče. Ne, to je bilo tako pretkano. Tu pa mogoče gre v kakšno drugo smer, ali se motim, ne vem. Zdaj tukaj seveda je šlo dejansko najprej na navezavo na ta glavni lik. Ta glavni lik je namreč, najbolj ste opazili, da v Sloveniji smo tako rekoč vsi prepričani, da ravno zaradi nas se je Slovenija osamosvojila, če pa ne čisto vsi, pa gotovo naši sosedje, pa tisti, ki nastopajo na volitvah, pa tako naprej, imamo zelo velik ta, kako se reče, zelo cenimo sami sebe v nekaterih situacijah. Ne? In zdaj ta lik, ki je bil pa zasnovan dejansko tako kot nekdo, ki je bil samo opazovalec. Roman se začne na Kongresnem trgu v času demonstracij za izpustitev četverice in ta človek v nadaljevanju tega romana skozi naslednja desetletja bolj ali manj opazuje. Ne? Torej na nek način si izbere, zavestno ali ne, to prepuščeno bralcu, da razmišlja, da bo nihče. Ne? Po drugi strani je pa seveda ta želja po ne biti nihče zelo dobro izražena v današnjem svetu. Ravno citat Dana Podjeda, ki pa je dobil Boba, je to zelo dobro povzel, namreč vsi hočemo nekako ustvariti boljše, mlajši ljudje še bolj kot mi tukaj, ne, boljše virtualne podobe samega sebe, ne, in zato se tudi zelo zatekamo v različne digitalne oblike človeške komunikacije. Tvoja zadnja knjiga, ki imam tukaj, torej knjige na poti, so tvoji eseji. Gre za nekaj objavljenih besedil, nekaj je novih, nekaj je razširjenih, nekaj predelanih na novo. In tako se mi je zdelo zanimivo, ker se z današnjim literarnim dogodkom zaključuje bralna značka za odrasle v okviru Mariborske knjižnice. Se mi zdi tvoj zapis v zadnjem eseju Preobrazba dvoma dobro izhodišče. Bom prebrala. Citiram. Naj navedem stvarno izkušnjo iz raziskave z udeležbo. V zadnjih letih sem prek Facebooka in knjigobežnic razdal nekaj 100 knjig. Malo sem spustila zdaj. V novih načinih povezovanja se lahko vzpostavljajo nove skupnosti in nove utopije. Torej, kakšno moč imajo knjige, izmenjava knjig in te knjigobežnice, ki jih omenjaš, se mi zdi zelo zanimivo. Ja, jaz sem velik pristaš ponovne uporabe vsega. Ne? Torej, knjige delim, kjer je le mogoče, CD-je, obleke, vse mogoče, ne? Ampak tisto, v bistvu tisto, kar si izpustila, je najbolj pomenljivo, zdaj, če te lahko dopolnim. Namreč, povedal sem, da za razliko od drugih življenjskih situacij, ki jih poznamo na vseh koncih Slovenije, ko si ljudje nagrabijo, kar le morejo, so pa tukaj pri tej delitvi knjig zelo solidarni. Tukaj je kolegica Petra, ki sem ji pravkar prinesel eno knjigo, ki jo je vzela na Facebooku na knjigobežnici, in ljudje vzamejo eno ali dve knjigi. Ne oglasi se nihče, ki reče, jaz sem bil prvi, bom jaz kar vse pobral, pa bom imel darila za novo leto in božič že preskrbljena s tem. Ne? Ampak so zelo tako, včasih se kdo prijav, pa pravi, jaz bi pa to knjigo zelo rad, ker je en prej vzel, ne, se jaz pa ne rabim, toliko pa tako naprej. Skratka, ustvarja se neka solidarnost. In na to se mi je oglasil dober poznavalec psihologije, ki se ukvarja z otroško psihologijo, Albert Margolin, tudi terapeut, ki je rekel, moja izkušnja je enaka tvoji, zato ker ljudje, ki berejo knjige, imajo več empatije, ne, če nakratko povem. Ne. In to je dejstvo. Ne. Mi zdaj zadnje čase več ne govorimo, mi, ki promoviramo branje, ne govorimo več, dobro je brati zato, da boste bolj izobraženi, boste imeli, ker boste bolj izobraženi, večjo plačo, ker vemo, da nihče ne bo verjel, ker svet ne deluje več tako. Ne. Zdaj je nova zgodba, s katero poskušamo prepričati ljudi, da je dobro, da berejo to, da bojo bolje razumeli druge ljudi. Ne. In to pripelje samo seveda tudi sočutje do drugačnosti. Hvala. Zdaj se bom malo vrnila k tistemu prevajanju, ki si ga v bistvu prej že omenil. In sicer v eseju Znebiti se avtorja, če sem si prav zabeležila, si napisal zelo lepo, v bistvu eno zelo lepo misel, torej gre pa takole. Pomislil sem, koliko je na svetu avtorjev, ki nimajo prevajalcev, zelo veliko. Koliko pa je prevajalcev, ki nimajo avtorjev, niti enega. In vendar avtorji brez prevajalcev v drugih kulturah ne bi obstajali.
želji. Ostali bi zaprti v meje svojega sveta, svojega jezika, odkoder jih v druge svetove popeljajo prevajalci. In življenje samo v enem svetu je morda varno, a ne ravno polno življenje. Konec citata. Malo se navezuje to v bistvu na to branje, ki si ga omenil, zelo lepa misel. Tudi sam si prevajal, tvoja dela se berejo v prevodih, s prevajanjem imaš na vse zadnje zelo veliko bogatih izkušenj kot urednik. A je še kakšna literatura, ki je pri nas manj poznana oziroma celo nepoznana, ki bi ti kot avtor, bralec, urednik želel brati? In še drugo vprašanje ali podvprašanje, ali imaš mogoče kakšno željo še po prevodu svojih del v tisti tuji jezik, v katerem še ni mogoče brati tvojih besed? Na to tvoje vprašanje imam vrsto odgovorov, ampak zdaj, če začnem samo s tem, da najprej seveda rečem, da ni čudno, da se te je to dotaknilo, saj si ti tudi prevajalka, tako da samoumevno, da te to nagovori bolj. No, danes sem bil v Ljubljani na tiskovni predstavitvi ene odlične knjige hrvaškega avtorja Jurice Pavičiča, Knjiga o jugu, mimogrede, če kdo rabi izgovor, da pride v četrtek zvečer v Ljubljano pogledati lučke, ne gre potem še na literarni večer. Jurica Pavičič namreč pride v Ljubljano. Krasna knjiga, ki kaže Dalmacijo v eni drugi luči in zanjo je posebej napisal neko spremno besedo za slovensko izdajo in prevajalka je citirala, ker je bila tudi nagovorjena od tega, da je rekel, da so prevajalci tisti, ki pomagajo avtorju, da ne ostane sam na čeri sredi razburkanega morja, tako nekako. Skratka, dejansko prevajalci povezujejo različne svetove in to je nekaj blazno dragocenega. Jaz sem v malce privilegirani poziciji, kar se tiče knjig, ki bi jih želel spraviti v slovenščino, ker to namreč lahko počnem. Delam tudi še zmeraj honorarno kot urednik in naročam prevode knjig, ki jih berem v kakšnem meni dostopnih jezikov in so potem te dostopne v slovenščini. Tisto, kar pa me sprašuješ glede mojih lastnih knjig in prevodov v tuje jezike, vsak prevod je čudovita izkušnja. Jaz zdaj recimo v začetku naslednjega leta potujem v Indijo, kamor sem potoval zelo velikokrat, ampak zdaj potujem s konkretnim namenom, namreč izhaja mi neka knjiga v tamilščini, majhnem indijskem jeziku, ki ga govori pičlih nekaj 10 milijonov ljudi. In je to neka čist nova bralna publika. Ena knjiga mi je šla v oriščini, v enem takem severovzhodnem jeziku, na kar sem dobil zelo veliko prošenj za prijateljstvo iz Bangladeša. Najprej sem mislil, da so to tisti, a veste, kaj pa hočejo vizo, pa tako nekako, da bi se spomenili, da pridejo sam, ampak se je izkazalo, da oni znajo tudi brati ta jezik, ker sta si bližna in sorodna in so bili to dejansko neki pisatelji, ki so nekako do te knjige prišli. In ta komunikacija je neverjetna. Enkrat sem gostoval, samo še zadnja anekdota, se vem, da preveč govorim, ampak samo še zadnja anekdota, enkrat sem bil v Braziliji na literarni turneji in pristopil je nek mlad fant in je rekel, a vi morda poznate tega glasbenika, in je povedal ime nekega glasbenika, ki sem ga po moje, morda ga pozna 5 ljudi v Sloveniji, ker je samo nekaj časa deloval in potem jaz ga poznam kot partnerja moje literarne kolegice in je bil čisto navdušen, kajti on je nekje po spletu našel, ta je bil povezan z bolj znano skupino Laibach in je našel njegove samostojne posnetke in sem mu jaz povedal, poslušaj, tlele v Braziliji je nek tvoj fan. Potem pa letos sem bil, upam, da vas ne bo to zdaj nagnalo takoj, da jutri plačate karto v tople kraje, če toliko omenjam više temperature. Letos sem bil poleti v zanimivi deželi imenovani Laos in tam sem šel na pico, ker se me je moj mlajši sin, s katerim sem bila enkrat prej v Laosu, spomnil, da je bila tam odlična pica, on tokrat ni šel sam zraven, ker je že dovolj odrasel, da potujeva vsak zase, ampak je rekel, pejt tja, ker je bilo res dobro. In jaz pridem tja, se malo pogovarjam z lastnikom, ki je bil Kanadčan poročen z Laožanko in pol beseda daje besedo, pa kaj pa delate, ja, študiral sem filozofijo, ampak tako, zdaj ne sledim več temu, sledim samo še eni taki zelo posebni, zelo nišni zadevi, Ljubljanska psihoanalitska šola, to mi je zelo všeč, zelo zanimivo, no, veste, pa mi začne nekaj razlagati, pa pravim, jaz sem iz Ljubljane, Slovenije, pa on je čist začudeno me gleda, je to mogoče, pa prav, moj najljubši filozof v tej šoli pa je, pazite, dramatični preobrat, ne Slavoj Žižek, kot običajno pravijo, ampak Mladen Dolar. Mladen Dolar je moj sosed, vsak dan se srečava in je bilo res neverjetno, 9000 km od doma nas je beseda povezala. Kakšna naključja, neverjetna, ne? Svetovni popotnik tudi pravzaprav, oziroma veliko potuješ. Omenil si Indijo.
Kdaj greš na ta literarni festival? Če bo karta prišla kot obljubljeno natanko 12. januarja, takoj, Aha, ko se... torej čez točno en tako, mesec. blizu je Ja, že, ne, je že počasi bo blizu. treba že spokati. No, lepo. Naj se še vrnem morda k tej knjigi, tvoji zadnji, z veseljem sem jo prebrala, ker me tudi esejistika zanima. In vključen je tudi nagrajeni esej Včerajšnji svet, ki je bil nagrajen v okviru natečaja revije Sodobnost, ki v bistvu nekako spodbuja slovensko esejistiko in slovensko kratko prozo s vsakoletnimi natečaji. In v tem eseju recimo pišeš o spletu, o spletnih oblakih, o resničnosti, ki jo živimo, nekaj si zdaj že v bistvu veliko pravzaprav povedal. Mene pa zanima, ker je res tak zanimiv naslov Včerajšnji svet, kaj je včerajšnji svet in ali ga je še kaj ostalo? Je to verjetno individualno, subjektivno, ne vem. Zelo zanimivo tematiko si odprla, namreč to je esej, ki ga bi lahko objavil komot, se pravi lagodno, ga bi lahko objavil tudi v kakšni knjigi kratkih zgodb, zato ker je napisan zelo literarno, je napisan prvoosebno, tako da nekateri ljudje mislijo, da je to res moja resnična izpoved. Govori namreč o človeku, ki zavrže svojo realnost in posluje samo še prek spleta, si ustvarja razne umetne pojave in gor in dol in proba biti vplivnež, kar ne vem, če veste, je najbolj po anketah najbolj zaželjen poklic naših mladih ljudi, ne samo naših, tudi drugod po svetu. Skratka, nekaj zelo popularnega in jaz malo ironiziram, da tudi to, kar zgleda kot poklic prihodnosti, mogoče samo še nekaj malega časa mine, pa bo poklic preteklosti. Zdaj sem pa seveda tudi sam malo v dilemi, jaz nekako nisem, oziroma nočem biti nostalgičen za pretekle čase v nobenem pogledu in recimo zelo rad opozarjam, ker sem med vrsticami že naredil tudi danes, da branje z ekrana zaslona ni isto kot branje z papirja. O tem obstaja vrsta zelo kvalitetnih nevroloških raziskav, tudi prej omenjeni David Zupančič jih je nekaj citiral, on jih tudi pozna kot zdravnik, je zelo zanimivo to. Tako da na nek način je preteklost nekaj, česar se moramo zavedati, se nas ne sme omejevati, če dam zelo, morda bo zvenelo zelo groba primerjava, vzemimo jo kot metaforo. Guillaume Apollinaire je enkrat rekel, trupla svojega mrtvega očeta ne moreš večno vleči s seboj. Torej, na nek način je treba pokopati mrtve, tako dobesedno kot v prenesenem pomenu in potem živeti dalje. Hvala. Skratka, gre res za izvrstni esej, o družbi, ki jo živimo, bi rekla tako zelo na kratko, zelo tako posplošeno, če lahko rečem, ali pa predvsem, če sem čisto na kratko. Skratka, izbrala sem tam nekaj citatov, ne bom jih zdaj toliko brala, ampak gre v bistvu za zelo zanimivo knjigo, ki jo v resnici priporočam, da jo preberete. In tako sem želela v bistvu mogoče poudariti, mogoče ni zdaj, ker to je res branje, da vidimo neke sorodne teme, sorodne motive, ki se jih seveda lotevaš tudi v prozi. In mene zanima, kako se to tvoje esejistično delo, kako v bistvu esejistično delo vpliva na tvojo prozno delo in obratno. Recimo sama sem pri ukrajinskem pisatelju Juriju Andruhoviču to podrobneje raziskovala in mi je bilo zelo zanimivo, kako je recimo te esejske drobce iz proze, potem predhodno, torej pred romanom, zelo natančno, nadrobno opisoval, pisal o nekih temah, naprimer on o večkulturnosti, recimo to je ena od tem, in jih je v svojih romanih, recimo v 12 krogih, tako nanizal v neke drobce in jih v prozo torej vnesel. To bi me zanimalo še. Ja, zdaj, danes v bistvu dejansko živimo v času razmaha hibridnih žanrov. To je tudi po svetu se to zelo veliko dogaja in urednik te knjige, Matjaž Kos, ki je bil tudi urednik večine mojih neliterarnih knjig in tudi ene literarne, je rekel, da še nikoli nisem bil v svojih tekstih tako zelo oseben. In me je to kar presenetilo, zdaj pa, ko je bral on besedilo, zdaj pa slišim to večkrat, kot tudi moji znanci in so drugi preberejo knjigo, torej to je
očitno res, ne? Ampak očitno na nek način čas kliče potem. No, vse zadnje tudi, če pogledamo, katere knjige so v zadnjem času v Sloveniji doživljale večji uspeh, tako tiste literarne, recimo tipičen primer je Bronja Žakelj, Belo se pere na 90, izrazito iz osebne izkušnje napisana knjiga, potem na seznamu najbolj prodajanih knjig imamo ogromno knjig z osebnimi izkušnjami, od prej omenjenega Davida Zupančiča do recimo Aljoše Bagole in še bi jih lahko kar veliko naštel, pa zdaj ne bom, ne, da bova rajši omenila še kakšnega malce manj branega, da bomo malo raztegnili to, kot se reče, ta dolgi rep, ne, ker pa je, da zdaj vsi beremo samo najbolj brane knjige, potem pa veliko večino ostalih knjig pa bere le nekaj bralcev. Ne. Tudi na nek način to sam čas kliče potem, da moramo menjati registre. Ne. Tako da ne moramo, tudi zdaj, če bi rekel to z eno tako zelo banalno, ampak resnično metaforo, jaz sem odraščal v svetu, ko smo imeli Slovenija 1, Slovenija 2, vi ste, tisti, ki so odraščali pri Avstriji, so videli še Avstrijo 1 in 2, tisti, ki so odraščali pri Hrvaške programe, v Kopru so videli italijanski program ali 2, danes imamo 1200 programov, če le plačamo kabelski priklop, ne, in zato, ne, tudi zato precej stvari med sebojno pomešamo. In to znamo tudi nekako v tem se znajti. To je tudi zelo važno, torej, da nas ta raznorodnost ne preplaši preveč. Zdaj omenili smo tvoje raznoliko delo, urednika, pisatelja, prevajalca, avtorja esejističnih zbirk in še kaj. Bil si pa tudi mentor na ustvarjalnih delavnicah. Ne vem, a se še s tem ukvarjaš, ne več. Mene bi zanimalo tukaj, torej, kako je biti učitelj? Najbrž precej drugače kot univerzitetni predavatelj, kot urednik in kot avtor, ki piše nekje v tišini, domnevam, če ni to preveč stereotipno, mogoče ne pišeš v tišini, ne vem. Ja, to, da vodiš delavnico kreativnega pisanja, je na nek način dokaj podobno uredniškemu delu, le da se to dogaja v nekem resničnem času. Razen tega ta delavnica, ne vem, kdo kdaj je bil tukaj od prisotnih na kakšni delavnici, pa to tako zgleda, ne, da recimo večina delavnic moje, pa vse, ne, so bile take, da nekdo je svoje besedilo vnaprej poslal v branje, potem ga še enkrat glasno prebere in ostali morajo pa komentirati. Pri tem, da sem jaz zahteval, sem postal z leti malo bolj strog, ne, sem zahteval, da že vnaprej napišejo te komentarje, ne, da jih improvizirajo na kraju samem, tudi zato, da sem že vnaprej vedel, da so res prebrali, ne, ker drugače bi kdo tudi rekel, nekim še povedal, ko slišim tam na nastopu. Ne. In s tem dobil vsak avtor izjemno različna povratna mnenja. Ne. Ti dobiš, vsak dobi, te delavnice so bile tudi precej starostno pestre, od recimo mlajših študentov do upokojencev, ne, in zaradi tega so bile tudi življenjske izkušnje za teh ljudi zelo različne, potem se pa so ta mnenja izmenjajo. Ti kot moderator, kot voditelj te delavnice paziš prvič, da nihče ni preveč prizadet ali pa preveč pohvaljen, ne, torej zmeraj dodaš še tisto, česar ni, in pa seveda zmeraj opozoriš še na kaj izrazito literarnega, tako da pogovor ne teče samo o tem, kakšna je zgodba, ampak tudi kako je napisana. Ker to je pravzaprav smisel literature. En zelo moder mož je rekel, da med izjemno zgodbo, ki je slabo napisana, in popolnoma vsakdanjo zgodbo, ki je izjemno napisana, bo bralec zmeraj izbral popolnoma vsakdanjo zgodbo, ki je izjemno napisana. Gre res za to, kako je nekaj postavljeno pred nas, kako nam je predano v branje. Imaš potem stik mogoče s temi, ki so se z udeleženci, udeleženkami, ali pa mogoče s tistimi, ki jim je uspelo prodreti na literarno sceno? No, z večino imate stik tudi vi, ko ste redni bralci, ne, zato ker tisti, ki so bili večkrat na delavnici, jih je že kar cela vrsta izdala vsaj svoje prve, če ne več knjig, recimo Mirana Likar je izdala celo vrsto knjig, Vesna Lemejič prav tako, že več knjig, za več knjig je bila nagrajena, za svojo prvo knjigo je dobila 3 nagrade, Zoran Kneževič je dobil nagrado za prvenec, zdaj tudi malo govorim različne starostne kategorije, Metka Lampret, ki je tudi Štajerka, je prav tako dobila nagrado za prvenec, knjigo je izdala pri 67, tako da nikoli ni prepozno, ne, in še bi jih lahko kar nekaj naštel, ne. Zdaj, na nek način je tako, no, jaz sem v eni točki, pač se mi je zdelo, da prvič je že dosti drugih, ki
ponujajo druge delavnice, tako da mogoče ni več treba da se s tem jaz ukvarjam. Imel sem mogoče malo mentorske krize, ampak je pa takoj, ko sem pa nehal se ukvarjati z delavnicami, sem pa začel pospešeno pisati lastne knjige. To je bil zanimiv preobrat. Prej v 8 let nisem objavil nobene knjige, potem po naslednjih, mislim, da 5 letih 4 ali nekaj takega. In te so vse izvrstne. Tako sem tudi želela vse skozi med tem današnjim pogovorom poudariti v bistvu pomen tvoje literature, pomen kakovosti tvoje literature. Obenem se s kakovostno literaturo ukvarjaš tudi kot urednik. A čutiš ob tem kakšno breme, ko pišeš novo delo? Torej, vedno si nekje na vrhu, ostati na vrhu, biti na vrhu. Kako je s tem? A je kakšno breme? Je težko tako ohranjati to kondicijo? No, meni se zdi, da grem za vsako knjigo, ki jo na novo napišem, sicer malce nižje, da se obratno, kot običajno govorijo, da so bile tiste ne ravno prve, ampak tiste vmesne, da so bile boljše, ampak to je mogoče spet en tak pogled, ki ga dobiš s časoma. Sam pravim, zmeraj tudi na delavnici sem pravil, da morajo knjige malce odležati, da res vidiš, kakšne so. Idealno bi bilo, če bi človek za 10 let pustil roman v predalu, pa ga bi pol še malo popravil, ampak avtorski ego tega seveda ne dovoljuje. Hočeš objaviti tudi za tega, da nekako vzpostavljaš komunikacijo z bralci. En slovenski avtor je enkrat napisal, da sploh ne bi pisal literature, če bi znal s svetom komunicirati na kakšen bolj preprost način. To se mi zdi tudi zanimivo izhodišče. Tako da ja, zdaj uredništvo po neki plati, to je spet neko vprašanje, ki ga kar velikokrat dobim. Ljudje mi pravijo, pa se ti poznaš knjižne trge, pa si urednik, zakaj pa ti ne napišeš kakšne uspešnice? In odgovora sta dva. Prvič zato, ker tega pa res ne bi znal, ne znam. In drugič zato tega, zdaj to vsi poskušajo napisati, če že ne pišejo. Meni se zdi važno tudi, da podpiram tisto mogoče malo bolj zahtevno literarno pokrajino, ki mogoče izgublja ne samo bralce, kot smo malo že vmes omenjali, ampak tudi izgublja ljudi, ki se vanjo res usmerjajo. Zdaj mlajša generacija tudi vidim, da si želi ne samo brati, ampak tudi pisati vse bolj v angleščini, ker že razmišljajo o tem velikem trgu in ta prevod, o katerem smo prej govorili, jim je že ovira in ker številni med njimi se v angleščini že bolje izražajo kot v slovenščini. To je kar zanimivo. Preprosto zato, ker se v angleščini prvič več berejo, drugič več socializirajo, komunicirajo in tako naprej. To je nek fenomen, ki ni navzoč samo v Sloveniji. Sem govoril z ljudmi iz Amerike, iz Nizozemske, iz Nemčije in tako naprej. In vsi pravijo, da se njihovi mlajši avtorji zelo obračajo proti ameriškemu trgu, ker se jim zdi, da iz tega trga bodo že prišli nazaj tudi v Slovenijo. Imaš v predalu kaj, kar bomo lahko kmalu brali, da bo ugledalo luč sveta? No, glede na to, da sem pravkar rekel, koliko knjig sem izdal v nekaj letih, mislim, da še ni razloga, da prav zelo hitim, ampak kljub temu sem začel pisati en nov žanr, ki ga nisem pisal nikoli, ga pa urejam že skoraj 30 let in to je potopis. Zdaj je spet zgodba iz ozadja. Ravno sem oddal tole knjigo, ki si jo prej dvignila in pokazala v tisk in je nastopila tista groza praznine, kot temu pravi, če se ne motim niče, ker nekako ne veš več, kaj boš pa zdaj pisal, vse veš, kaj boš vse ostalo počel. In takrat mi je človek, ki ga verjetno poznate vsaj po imenu, Samo Rugel, poslal neko sporočilce, rekel je, zakaj pa ti ne bi napisal kakšnega potopisa. Pa jaz pravim, veš kaj, samo toliko sem jih v življenju prebral, da vem, da nima smisla, da se še jaz trudim, ker vem, koliko je že dobrih potopisov na svetu. Pa samo prav, ne, jaz imam zate čist konkreten predlog. Ti napiši nek potopis, kako hodiš po svetu in iščeš knjige, ki bi jih izdal. Ker seveda ob tem, da delim knjige na Facebooku, delim knjige tudi po raznih čudnih menjalnicah, po čudnih koncih sveta. Prinesem paket 10 knjig, iz kovčka stresem to na mizo, oni mi dajo 4 ali 5 knjig nazaj in v naslednji menjalnici to ponovim in zraven se spletajo razne zgodbe. In evo, v Laos recimo sem šel prav s tem namenom, da pogledam ali tiste menjalnice, ki so obstajale, včasih še obstajajo, ene ja, druge ne. In tukaj se je že začela neka taka zelo specifična potopisna zgodba. Mislim, da še ne 2 potovanji, pa bo zgodba končana. Z veseljem bomo prebrali. Sedaj bi mogoče prepustila besedo vam, drage obiskovalke in dragi obiskovalci, če bi želeli našega gosta kaj povprašati.
To je tipična slovenska reakcija. Če bi bili zdaj v Ameriki, bi 30 ljudi začeli lupiti svoje vprašanja, bi rekli, oprostite, odkje pa že ste, Slovenija, to res obstaja, potem bi en rekel, ne obstaja, jaz vem, Luka Dončić, in bi se začela debata o košarki, nekdo bi vprašal, vi tudi košarko igrate in tako dalje. Slovenci smo pa bolj zadržani, tako da nismo pričakovali drugega kot pogled v tla. Imam pa še samo eno vprašanje v zvezi s frankfurtskim sejmom, ne morem mimo. Kako ocenjuješ torej to častno gostovanje Slovenije na tako pomembnem literarnem festivalu? Prebrala sem, da si bil že ne vem kolikokrat na frankfurtskem sejmu. Ja, bil sem kakih 30krat, zdi se mi, da od živečih Slovencev je bil večkrat samo še selektor naše reprezentance, če rečem po nogometno, Miha Kovač, ki je prevzel koncept in tako dalje, in to je bila seveda odlična poteza. Prej sem, politično nekorektno rekel, sem bil zelo v skrbeh pri prejšnji ekipi, kaj se bo zgodilo, ker so čisto brutalno povedano, projekt predstavitve Slovenije v Frankfurtu so vodili ljudje, ki niso bili nikoli na frankfurtskem knjižnem sejmu ali pa so bili tako kot dr. Rupel nekaj ur kot zunanji ministri, ne pa v literarni funkciji. No, zdaj je bilo to precej bolje, bilo je celo precej spektakularno. Kovač je pogruntal tudi eno tako zanimivo, naj ga zdaj malo zašpecam, je pogruntal eno zelo zanimivo bližnjico, kako je izjemno povečal število prevodov slovenskih avtorjev v tuje jezike. Nikomur prej ni prišlo na misel, da bi štel tudi prevode iz angleščine, slovenskih avtorjev iz angleščine, in že Slavoj Žižek je dal tretjino dodatnih prevodov zraven, ker ima toliko v angleščini napisanih knjig, prevedenih vse mogoče jezike sveta, tudi v slovenščino, nekateri med njimi. In vzdušje nasploh je bilo zelo dobro, tako nekako ljudje smo se, tudi taki, ki v Ljubljani ne govorimo med seboj, smo se tam pozdravljali in smo nekaj malega spregovorili in vse je bilo izjemno polno, izjemno zanimanje, knjige so se kupovale, dobili smo vrsto navdušenih recenzij. Jaz sem izdal letos svojo 4. knjigo v nemščini. Zmeraj so bile recenzije, ampak nikoli niso bile v največjih medijih. V Frankfurter Allgemeine Zeitung je tokrat prvič bila objavljena moja recenzija. Je bila že v Die Zeit pa v drugih znanih medijih, ampak nekateri so se zdaj odprli, zelo pohvalne ocene za različne slovenske avtorje. To je bilo super, ne? In tudi na nek način je bilo zelo fino, bi se rekli, navezati nove stike z raznimi literarnimi kolegi in tako naprej. In Slovenija je definitivno zdaj nekako umeščena na ta založniški zemljevid sveta, kar pomeni, da je tudi bolj umeščena na zemljevid mislečega sveta. Tako da to je gotovo dober korak naprej. Najlepša hvala. Hvala, da si bil naš gost. Zahvaljujem se tudi vsem, ki ste si vzeli čas za današnji dogodek. Hvala tudi Mariborski knjižnici in gospe Maji Nemec za organizacijo dogodka. Hvala. Z veseljem sem bila z vami. Tudi jaz.